Danes je ponedeljek, 15. april. V petek, 19. aprila, se bo zgodil v Kanadi nek retorični dvoboj. Žižek pa Jordan Peterson se bosta spopadla. Tema pa ne bo, kar bi si jaz želel, feminizem, ampak bo tema marksizem proti kapitalizmu oziroma socializem proti kapitalizmu v kontekstu sreče, happinessa. Jaz verjamem, da ima Žižek tukaj neke močne adute v rokah in da bo dobro pariral. Petersonu, desnica tukaj navija za Petersona, mislim, slovenska desnica. In veliko adutov ima tudi Peterson v svojih rokah. Namreč socializem je pred 30 leti propadel, tudi na naših tleh, vzhodna Evropa, kolaps sistema. Kitajci pa še kar nekako furajo te zadeve. Ampak Slavoj Žižek ima pa tudi nekaj v rokah, neke adute ima, 2-3 adute ima v rokah. Glavni adut je filozofski, kategorični imperativ. Kant, Immanuel Kant je poleg kopernikanskega obrata o tem, da resnice ni, največ, kar si lahko pridobimo, je neko popolno prepričanje, absolutne resnice ni. Ampak na področju etike je Kant vpeljal kategorični imperativ. Se pravi, ravnaj tako, da bo tvoje ravnanje lahko postala maksima, splošna zakonitost ljudi na celem svetu. Če bodo vsi tako ravnali, bo na svetu lepše. Jaz sem v tem kontekstu vpeljal aritmetično sredino družbene sreče. Naloga politikov je, tukaj je to politično-filozofsko gledano, naloga politikov je, da dvignejo nivo prijetnosti življenja, načelo ugodja ali pa srečo na višjo raven. In zato se sprejema ustava, zakoni, zato da bi bilo bolj prijetno v povprečju živeti za vse. Ne samo za nekatere, ampak za vse. Aritmetična sredina se mora dvigniti. In ta kategorični imperativ gre tudi v to smer. Ljudje se morajo tako obnašati, krščanski imperativ gre pa v to smer, da ne počni tistega, kar ne želiš, da nekdo drug počne tebi. Ne stori drugemu tistega, kar ne želiš, da drugi stori tebi. To je pa krščanska verzija kategoričnega imperativa. In tukaj je pa v idejnem smislu socializem na podstati marksizma bistveno bolj plemenit, idejno gledano, kot kapitalizem. Kapitalizem je krivičen, je nevzdržen, dela krivico. In živali poznajo krivico. Opice, ko so delali neke eksperimente z opicami, so ugotovili, da tudi opice vejo, kaj je to krivično. Ko so delale eno delo in bile plačane z grozdjem ene opice, z bučkami pa druge. Ampak tek so dobile bučke, so vedele, koliko je grozdje sladko. In so čutile, da se jim dogaja krivica, ker so za isto delo dobilo krivično bučke namesto grozdja, tako kot njihove tekmice, pa tiste opice na drugi strani. In so metale tiste bučke tistim eksperimentalnim osebam v glavo, ker so si zaslužile, po njihovem mnenju, sladko grozdje. In zdaj, ko se je dogajala socialistična revolucija na naših tleh, med drugo svetovno vojno, je v svoji ideji imela to etično izenačevanje razlik med bogatimi in revnimi. Freud je sicer že v času oktobrske revolucije rekel, da je nemogoče, da bi bil človek moški enak drugemu moškemu. Tudi tako, kot če bi rekli, da morajo vse ženske enako lepe biti. Se pobijajo med sabo, moški pa tudi, ker njihova onojevska duševnost hlepi k biti boljši od drugega zaradi narave kastracijskega kompleksa. Človek si more, moški si more izboriti privilegij v ženski želji. Mora v nečem zmagati. Nobene uravnilovke ne more biti. Freud je to vedel v času oktobrske revolucije 1917. leta, je napovedal, da se bolševistična revolucija ne bo izšla, da bo trajala par mesecev. Zmotil se človek za 80
let, pa je bil pameten, ne? Ampak Slavoj Žižek mora Jordanu Petersonu dopovedati, da človek ni žival. Da ne more Jordan Peterson enega lobsterja, enega jastoga, raka, primerja z ljudmi, češ, lej, kako še živali vejo in tam je vse naravno in normalno, ne, v živalskem svetu, da so vsi različni. Ne, šibka žival požre, se umakne oziroma je požrta strani nekega napadalca. In boljši zmaga. Ne, to darvinistično načelo. Ampak človek ni žival. Človek ni žival. In to je adut Slavoja Žižka. Človek pozna kategorični imperativ. Človek pozna etiko, pozna altruizem. Človek je lahko človeški. On lahko delček svojega ugodja odstopi v objemu sočutja tudi drugemu, revnemu. Ne? Bogataši bi pa vzdrževali razlike med bogatimi in revnimi. In 1% bogatašev obvladuje ves kapital, vso ugodje tega sveta. Zakaj? Če gledamo skozi etiko, in moramo, ker smo ljudje, gledati skozi etiko, zakaj ne bi bogatstvo prerasporedili tudi med revne, da reveži ne bi tako trpeli v življenju. Ne? In v tem kontekstu ima Žižek adute, ko bo pariral z Jordanom Petersonom. Ne? On pa cel svet funkcionira po tem psihopatskem kapitalizmu. Ja, ampak idejni del socializma je pa zelo etičen. Izvedbeni del je pa totalno kolapsiral. Ne? Tukaj je pa treba priznati, da izvedbeni del se je sprevrgal v totalitarnost in v tem trenutku mi ne moramo imeti demokratičnega socializma. Ampak to ne pomeni, da čez 50 let pa socializem ne bo spet aktualen. Zato, ker je bistveno bolj človeški, ker je etičen, ker upošteva altruizem, sočutje. Čez 50 let bo socializem aktualen, ampak ne na način neke revolucije, kakšna je bila oktobrska. Časi revolucije so mimo. Modreci morajo skupaj stopiti, napet možgane in brenkati na tisto struno sočutja tistega 1% bogatih, ki niso srečni, ker se samo bojijo za tisto svoje bogatstvo. Bojijo se pa revnih. Revni pa trpijo, ker nima nobenih dobrin. Načelo ugodja je pa tisto, po katerem diktatu se svet vrti. Ono je živalsko, nadjaz je človeški. Živali nimajo takega nadjaza, kot imamo ljudje. In Žižek mora stisniti kot Jordana Petersona in mu dopovedati, da človek ni žival, da premore nadjaz, super ego. In kljub temu, da je Jordan Peterson egopsiholog, bo razumel diskurs Slavoja Žižka, ki bo zagotovo psihoanalitičen. Jaz upam, da ne bo šel v to lakanovsko smer, da bo stal bolj pri Freudu in pri Kantu. To je moj napotek Jordanu Petersonu. Če bi se jaz sestal z njim, seveda bi trobila v isti rok v kontekstu antifeminizma, ampak marksizem oziroma socializem proti kapitalizmu ima pa socializem svoje adute. Kljub zdrsu, ki se mu reče totalitarizem. Amen.